Andraž, če imamo mi do video danes? V iPhonih. Katerih iPhonih? Skoraj vseh iPhonih. Kaj? Wow. Ne to, noro. Mo sem restil pa za ta video. A ne? Ja, come a long way from where we began, ja. Kako so se ikonce za Apple spremenile, YouTube. Ojoj. Ojoj. Settings. Ja, čisto vse je drugače. Messages je kar podoben, Safari kar podoben, ampak wow. Upam, da se kaj vidi na tem ekranu, ker pač je star ekran in predvidevam, da na zunanji svetlobi ni lih. So malo zoomano. Ne, niso šans, da so lepše. Ja, so. Zdi, da je ogromen tumor. Ja, ampak je lepši. Ne. To tako staromodno zgleda. To zgleda ogromen pa ekscesivno, to pa zgleda mehen pa ni minimalističen, pa le koliko manj ven sekajo, kakor pa ti. Moja sva redi za test. Hej, sicer sta ponavadi Andraž in Davor iz Sweet Tech TV, ampak danes se bo za ta video prelevila v slovenskega MKBHD-ja in Arona iz Mr. Who's the Bossa, ki nam je za ta video rata dobiti večino pomembnih iPhonov skozi zgodovino. Ja, veva, da so v videu od 14 Pro rekla, da bo probala vse 14 dobiti. Danes smo sicer samo dve, ampak misliva, da nam je to rata boljše še dodatno idejo, ker so dobila kar 14 različnih in v večini pomembnih iPhone modelov, vse od ta prvega iPhona, ki je bil predstavljen že leta 2007. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Pač noro, res skoraj sanjski iPhone video, bi se lahko temu nekako rekel. Veste, kaj je bilo za naju sanjsko? Če bi se vi naročili na tale YouTube kanali, na spremljali na vseh spodnjih označenih socialnih omrežjih, to bi nama bilo res top. Kot je že Andraž rekel, telefonov je res ogromen, kot tako vidite. Tole bo kar dolg video. Tako da dajte se usesti, pripravite si nekaj za popiti in za pojesti, priporoča kakšen jabolk, pa začnimo s temle videom. A ja, najprej pa še ena velika zahvala Telekomu Slovenije, da so z nama sodelovali pri tem videu, ter nam posodili 3 telefone, iPhone 5C, iPhone 14 Pro oziroma iPhone 14 Plus in iPhone 14 Pro. Having fun. Thank you for being a friend. Živimo v svetu, kjer imamo v žepih telefone, ki omogočajo večkrat 100-kraten zoom, da se od nič do 100% nafilajo v manj kot 15 minutah. Imajo procesorsko moč, ki je več 100-krat močnejša od kompa na misiji Apollo 11, ki je pristala na Luni, lahko se poveže v globalen internet in nam omogočajo, da se lahko praktično kjerkoli in kadarkoli pogovarjamo. Ampak, da smo prišli do te točke, kjer smo mogli predhodno določiti pot in tudi pametni telefoni so se skozi cajt spreminjali. Midva sva vzela za primer telefone iPhone, proizvajalca Apple, ki jih mnogi označujejo za začetnike sodobnega pametnega telefona. Ne glede na to, kakšen imate mnenje o podjetju, misliva, da lahko vsi priznamo, da so ful pomembno prispevali k temu, da so danes telefoni tam, kjer so. Midva imava danes v studiu precej iPhone. Na kupu nekaj nam je posodil Telekom, ostale pa so nabrali s pomočjo kolegov in ljubiteljev tega kanala. Tako da res vsem hvala iz srca. Za vašo pomoč si zaslužite res en velik thumbs up iz najne strani, ker ne bi bilo lahko vsega tega dobiti in hvala, da ste se potrudili in pomagali. Ker je bilo zelo težko nabrati že to, kar sploh imava, nam kakšni pomembni iPhoni še vse manjkajo, recimo 4, 5, 7, ampak mislila, da je že to kar dost, kar so nabrala, ker so dobila sploh več, kar so mislila na začetku. Da jih ne bomo preveč napodobno primerjali, ker nimamo dve uri cajta, bova probala nekako primerjati sam 4 kategorije in sicer izdelavo, velikost zaslona in pa tudi kamero, kjer sicer ne bova šla v podrobno analizo same kvalitete slik
in za konc še ceno. Ampak tam, kjer se bodo linije med sabo podobne, bova kakšno kategorijo tudi spustila, ali pa se bova navezovala na predhodne telefone, da vas ne bova preveč zasuvala z nekimi nepotrebnimi podatki in še dodatno razvijala videa. No, pa da končno pridemo k stvari. Kjer iPhone imava danes trenutno tukaj na Upeva sem jih v eno igro, Andraž. Ti boš zajel sapo, jaz bom pa probal našteti vse telefone, ki jih imamo danes tukaj. A si ready? Ready? Ok. Danes imamo tukaj originalen iPhone, iPhone 3GS, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 10S, iPhone 10S Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus in iPhone 14 Pro. Wow, čak. Andraž, hej, sam minuto. Andraž, daj stari, daj skuliser, moraš dihati, evo. Boš ti začel s ta prvim iPhone, prav, na, tukaj ga imaš. Ja, s prvim iPhoneom, kjer leta pa smo? 2 dana. Ja, štika, ja. Ta prvi iPhone je bil res en luščen mehen telefon, ki je pasil eno mehno dlan. Ven je prišel leta 2007 in po dizajnu je bil na hrbtu pretežne skovine, spodaj pa je imel en mehen plastičen pas, kamor so vtaknili antene. Zaslon je bil po diagonali velikosti 3,5 inčev, raven in plos, kar je čez leta ostala stalnica na vseh sledečih iPhonih. Ker je tak fon že toliko star, lahko v desnem spodnjem kotu tudi vidite območje mrtvih pikslov. Daj bolj na glas. To je na glas. Ful zgubljen. Dobro, čak. Sam reči pa za ta video. A ne? Yeah, come a long way from where we began, yeah. Yeah. I see you again. Oh fuck, so šli zvočniki naprej. Ojoj. Kva da fuck je to? Čakaj, da približam. Ne gre bolj na glas. Oh fuck. Ok, navlih za poslušati muziko. Ne. Oh fuck. Ampak kaj pa lepo imeti. Če se še spomnite, je imel ta telefon na hrbtu samo eno samcato kamero velikosti 2 megapiksla, da pa vidite, kakšna je kvaliteta same kamere, pa bo tukaj priložila še eno sliko. Preračunano v evre bi prvi iPhone danes stal približno tam okoli 420 evrov, oziroma po domače skoraj 1000 evrov manj, ker stanejo njegovi današnji potomci. Pa še en fun fact, ta iPhone je v bistvu uradno na prodaj kot iPhone 2, a ja pa ta iPhone sploh še ni imel takrat App Store in takrat še nismo mogli zloadati dodatnih appov, ampak so bili na voljo samo tisti, ki so bili prednaloženi gor. Drugače sva res ful vesela, da so dobila ta telefon, ki je pač praktično oče vsem tem sodobnim telefonom, je pač res nek poseben občutek, ki ga imaš v roki. iPhone 3G nimava, takrat je bil sicer tudi predstavljena trgovina App Store, ki je z možnostjo prenašanja dodatnih appov spremenila pogled na uporabo pametnih telefonov, mava pa njegovega naslednika, iPhone 3GS iz leta 2009. By the way, 3G ni pomenil tretja generacija, ampak 3G mobilno omrežje, oznaka S pa je pomenila hitrost. The S simply stands for speed. Oziroma manjše izboljšave prejšnje generacije in to je bil ta prvi iPhone s to oznako. 3GS in 3G sta imela veliko bolj seksi zaupljeno plastično hrbtišče kot enkrat, 3GS pa je imel tam še srebrne črke. Diagonala zaslona je po velikosti ostala enak. No, kot vidite, spet ni nek gromozanski telefon, tako da pač Andražu zelo lepo sede v roko. Čakaj, da pokaži še enko zraven. Isto praktično. Tako da gledajte, sam dizajn zadnji malo drugače. Objektiv na hrbtu je bil updatan iz 2 megapikslov na 3 megapiksle in spet tukaj prilagal kakšno sliko, da boste lahko primerjali kvaliteto z vsemi generacijami, ki jih imava. Pri 3GS je šla gor tudi cena in ta telefon se je prodajal že za okoli 500 evrov. Pa še en fun fact, to je bil, če se ne motim, prvi iPhone, s katerim si lahko posnel video v privzeti fotografski aplikaciji.
In zdaj pridemo do tiste famozne iPhone 4 iz leta 2010, ki sem jo imel jaz, ampak žal že prodal, tako da tlele nimava. Imam pa še zmeraj originalno škatlo. Res? Ja, to je bil ta prvi iPhone, ki si ga lahko uradno dobil pri slovenskih operaterjih. Mislim, da je bil ta prvi Simobil, ki ga je začel prodajati po letu 2011. In nismo ga takrat sicer mogli še kupiti na obroke, to se spomnim. No, pri nas doma smo ščirko dobili prek Mercator Tehnike, tako da ni bilo vmes nobenega operaterja. Je bil pa ta telefon tudi globalno zelo popularen, verjetno se še spomnite, kako je Fox stal v vrsti pred Apple Store, da bi ga dobil. Prav Apple mrzlica. iPhone 4 je bil telefon, ki je ta prvi zares v telesu ideja Steve Jobsa o steklenem sendviču in je bil inspiracija za vse nadaljne oblike iPhonov in tudi Androidih telefonov. Bil je ravno odrezan na vse strani z okroglimi gumbi za zvok gor in dol, sprednji in zadnji je bil steklen, ogrodje pa je imel iz premijskega nerjavečega jekla. Velikost zaslona je imel po diagonali še zmer 3,5 inča, je bil pa to ta prvi iPhone z retina zaslonom, zato je bil po kakovosti veliko boljši od predhodnikov. Velikost hrbtnega objektiva je poskočila na 5 megapikslov in to je bil tudi ta prvi iPhone s selfie objektivom. Prvič pa se je pojavila tudi aplikacija FaceTime za video poklice, povezan s selfie objektivom seveda. So I'm going to go ahead and call Johnny now. Hey, Johnny. Poskočila pa je tudi cena, ki je presegla 600 evrov. Zdaj, če ostaneva še malo po ščirki, verjetno se tudi spomnite tistega škandala, ko je prišlo ven, da lahko telefon čist izgubi signal, če ga držite s celo dlanjo, ker se na tak način prekril antene, ki so bile skrite v kovinskem ohišju. Takrat je Steve Jobs zelo famozno izjavil, da problem ni v telefonu, ampak ker ga ljudje narobe držijo. People were touching X marks the spot here, and they were seeing a large drop in bars. And this has been since dubbed Antennagate. Doesn't seem like a good idea if you can touch your phone, or more in particular, grip your phone in a certain way and the bars go way down. That doesn't seem like a good thing. Ker je bil seveda totalno bullshit in mnogi se je takrat Apple tudi zaradi tako ignorantskega odziva zameril. Mimogrede, to je bil ta zadnji iPhone, ki ga je Jobs predstavil na odru. 4S je namreč prišel ven glih preden je umrl. iPhone 4S in flagshipov iz serije 5 nažalost niso uspela dobiti, je pa vredno omeniti, da se je tudi pri njih marsikaj dogajalo. Naprimer, pri 4S se je objektiv hrbtne kamere povečal celo na 8 megapikslov, predstavili so tudi Siri, Appleovo glasovno pomočnico. Leta 2011 pa je bilo tudi leto, ko je Apple predstavil iCloud. We're going to demote the PC and the Mac to just be a device, just like an iPhone, an iPad, or an iPod Touch. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Because all these new devices have communications built into them. They can all talk to the cloud whenever they want. And so now, if I get something on my iPhone, it's sent up to the cloud immediately. Let's say I take some pictures with it. Those pictures are in the cloud, and they are now pushed down to my devices completely automatically. And now everything's in sync with me not even having to think about it. Naslednja serija je bila iPhone 5 serija, ki po izgledu sicer ni delovala precej drugače kot štirke, je bilo pa kar nekaj upgradeov še vsem. Tu so prešli na Lightning vhod za polnjenje, ki je zamenil prejšnjega z 30 zatiči oziroma pini in ta Lightning polnilc danes nažalost se ustraja, baje se bo pa to kmalu končno spremenilo. Diagonala zaslona se je končno povečala na 4 inče, ogrodje pa je Apple, zanimiv, degradiral nazaj na aluminij, da bi naredil telefon čim lažji in tanjši. Pri teh zadnjih serijah je bilo torej kar nekaj večjih sprememb in novosti, ki jih nažalost ne morava pokazati. Limit your emotional affect, please. Petka je bila tudi ta prva iPhone generacija z LTE mobilnim omrežjem, poleg tega pa je bila ta prva, ki je imela brat s prstnim podtisom na gubu za domač zaslon. Ampak, kakor sva rekla, midva ima iPhone 5C iz leta 2014, ki je bila ta poceni verzija s plastičnim hrbtiščem in ogrodjem. 5C je bil poznan potem, da je prišel ven v veliko možnih barvah. Eni celo pravijo, da črka C pomeni color oziroma po slovensko barvo.
C serija se sicer ni prijela, tudi zato, ker je bila še zmeraj dosti draga, v rokah pa je delovala kot ena igračka, kar lahko tudi midva komod potrdiva, res deluje ceneno in ful majhno. Sicer kamera ni bila verjetno glih odlična, sigurno boljša kot pri 3GS, tako da tukaj dajeva eno primerjavo še z ostalimi. Tole je pač čist druga izkušnja, kar naenkrat preskok iz tistega, ki sem imela prej prvega, pa to je bolj normalno, pa te dejansko imate že selfie kamero noter, mislim, what. Škoda, ka 4 pa 5 sicer nimava, sam, kaj bi bilo lepo, da prvo selfie kamero videti, ampak pač jebat ga. Ja, sam se pa čuti, da je veliko bolj pač igračka s tak plastičen. Želimo sam velikost primerjati. Fleten zadržati, ni toliko debela, ne? Čak še, da še tudi zad pokaži. Ja, to je čist druga. Tak bris modern že zgleda, čeprav zgleda, kaj je ena igračka, ampak vseeno veliko bolj modern, kot pa prvi iPhone. Še en fun fact, to je bil sploh prvi iPhone, ki ga je prodal Telekom Slovenije in prvi iPhone, ki smo ga lahko v Sloveniji kupili v roke, sej je Telekom takrat prvi sodeloval z uradnim distributerjem od Apple. iPhone 6 je bil pa tvoj ta drug telefon, ne Andraž? Tudi tega imamo danes tukaj v studiu. In 6 je leta 2014 prinesla spremembo v dizajnu za iPhone. Meni je bilo zelo všeč, tako kot z perspektive prejšnjega uporabnika, nekdanjega, zelo všeč, da je bil telefon lahek, zato ker je bil iz takega aluminija, ki je bil sicer ful premehek, ampak je telefon glede na svojo velikost čez zmeraj se mi zdi bil relativno lahek. Je bilo plus pa minus. Plus je bil, da je bil lahek, minus je bil pa v tem, da se je hitro upognil in... Bandgate bil, ja. Čeprav veliko ljudi ni maralo tega dizajna, tako, pač, da jim je bil grd, ampak meni se zdi, da je ful bolj v roko sedel. Zdaj pač že, mislim, ni več tako modern, ampak takrat je pa bil. Ja. Pa tudi iPhone je imel takrat v bistvu samo en gumb od spodaj, ki je imel veliko telefonov še zmeraj tako, ta spodnje, in je bil ful clean dizajn. No? Ampak si res tak lahek, res je lahek. Res je lahek telefon. In je bila tudi prva generacija, ki je vpeljala plus verzijo. Ta telefon je bil v primerjavi s predhodniki opazno večji, saj je imel diagonala zaslona velikosti kar 4,7 inčov, njegov plus brat pa kar 5,5 inčov. Apple je šel nazaj na bolj zaobljen dizajn, kot vidite, gumbi za zvok so postali podaljšani, objektiv za kamero pa je začel ven štrlet, bil je pa velikosti 8 megapikslov in spet dodajava fotografijo, ki je proti prejšnjim fotografijam ziher boljša. Cena za telefon pa so se gibale od 700 evrov naprej. Tisti, ki bolj spremljate svet zabavne tehnologije, se boste spomnili, da je Lou iz Unbox Therapy takrat upognil šestko z golimi rokami, ker je bila šestica narejena iz relativno mehkega aluminija, ker je sprožil cel škandal, zaradi katerega ni bil več nikoli vabljen na Appleove dogodke. Ene par ljudi pa je tudi upognil svoje naprave, ki so se usedali na nje in Apple je na to odgovoril s 6S serijo. 6S serije sicer nimava, o njej vam lahko poveva samo to, da je šel Apple na bolj trd aluminij glih zaradi Bandgate, kot je bil poimenovan škandal pri 6. To je bil tudi ta prvi telefon s 3D touchom, posebno plastjo pod zaslonom, ki je bolj odzivna na pritisk in ful uporabna, dokler niso v kasnejših telefonih skenslali. Midva imava iPhone SE, ki pa je bil začetek nove, specialne generacije oziroma serije, kjer je šel Apple nazaj na 4-inčno velikost. Ampak to je pa že res čist modern izgled sistema, ker je pač updaten na zadnjo možno verzijo. Čeprav je tako en zelo čuden miks modernega pa starega telefona. Ampak je bil pa to eden izmed najbolj popularnih telefonov, po moje, takrat, ko vam prišel še, po mojih ima veliko folka, ima zdaj še zmer tega SE-ja. To je ena izmed klasik med iPhone-i. SE je bil po velikosti podoben 5S, imel pa je 12 megapikslov velik objektiv, velikost, ki jo je Apple na glavnih objektivih iPhone-ov obdržal od 6S do 14 serije. Da boste preverili, če je kvaliteta zaradi tega kaj drugačna, spet predlagal eno fotko. iPhone SE te prve verzije dobil še dve posodobljeni verziji, prvo v letu 2020, ki je bila takrat glede na ves hardware in funkcije še komaj nekako cenovno sprejemljiva par 490 evrov. Letos pa so dali še eno posodobljeno verzijo, ki je zaenkrat eno največje razočaranje med telefoni v tem letu, saj ima zastarel dizajn, sicer dobrim čipom in kamero, ampak je glede na ponujeno obupno predraga pri 539 evrih. Naslednji telefon, ki ga imava midva tukaj, je iPhone XS oziroma 10S, ki je prišel ven leta 2018. Vmes se je zgodil marsikaj. Na seriji 7 leta 2016
so iPhoni dobili več objektivov, gumb za domov ni bil več mehansk, ampak je deloval samo še na haptičen povraten udarc. Apple pa je odstranil vhod za slušalke. In to na odru predstavitev poimenoval kot pogum. Some people have asked why we would remove the analog headphone jack from the iPhone. I mean, it's been with us a really long time. I'm sure you know that the source of this mini phono jack is over 100 years old, used to help quickly exchange in switchboards. Well, the reason to move on, I'm going to give you 3 of them, but it really comes down to one word: courage. The courage to move on, do something new that betters all of us. Leta 2017 je dal Apple ven iPhone 8 in 8 Plus, kjer je bilo skoraj vse isto, samo da sta 8, ki omogočali več različnih naporov. Ta pravi upgrade je bil pri iPhone X oziroma iPhone 10, pač kakor mu hočete reči, čeprav je uradno imenovanje 10. Ta telefon je Apple predstavil na istem dogodku kot serije 8 in je bila spet ena ogromna prelomnica v svetu mobilne telefonije. Za naju osebno je ta telefon poleg štirke eden najlepših telefonov, kar jih je Apple dal ven, če ne celo najlepši. V celoti so odstranili gumb za domov, skrčili obrobe, uvedli geste za pomikanje po sistemu in Touch ID zamenjali s Face ID za odklepanje naprave. Ta iPhone je bil tudi ta prvi iPhone z OLED zaslonom in ta prvi iPhone, ki je dosegel in presegel magično mejo cene 1000 evrov. Od takrat naprej so iPhoni res dragi kot žafran. Apple pa so, oziroma smo v končni fazi to omogočali kupci sami, ker smo se sprijaznili s tem, da kupujemo tako drage telefone, čeprav v resnici to nobenemu ni kul. Ampak kakor sva rekla, mi da imamo tule njegovega naslednika iPhone 10s. Fun fact, iPhone 10 so nehali izdelovati že po 10 mesecih, tako je bil 10s sam nadgradnja odlične te desetke, ven je prišel leta 2018, imel 5,8 inčov velik zaslon, 2 objektiva, navadnega in telefoto, velikosti 12 megapikslov, končno pa lahko tukaj dajo poleg navadne slike še sliko iz tega objektiva, ki do 2x optično zoomira in ohrani boljšo kvaliteto. Ta model je stal še več kot 10 in sicer okoli 1150 evrov za začetno verzijo. Ven pa so dali tudi Plus verzijo tega telefona, ki pa se ni več imenovala tako, ampak se imenovala Max. Ta je bila velikosti 6,5 inčov, stala pa je še več od običnega 10S in sicer 1250 evrov za začetno verzijo. Kamera pa je bila načeloma enaka kot na 10S. A ja, pa poleg 10S in 10S Maxa so dali ven tudi 10R, ki je bil cenejša verzija 10S-a, slabšo resolucijo zaslona, večjimi obrobami in tudi nasploh je zaradi večjih barvnih opcij deloval bolj kot iPhone 5C. Torej, veliko bolj igračkasto, sam Apple ga je prodal v res enormnih številkah in s tem dobil povratno informacijo, da obstaja trg tudi za cenejše iPhone. Ok, počasi gremo proti koncu in prišli smo do leta 2019 in pa iPhone 11 serije, ko je Apple dal ven 3 telefone, iPhone 11, 11 Pro in 11 Pro Max. 11, ko si boste zapomnili potem, da je imela ta prva od iPhone na hrbtnih modul za objektive v obliki štedilnika in prva serija, ki je imela ultraširokokotno kamero. Apple je tudi začel ločevati med navadno standardno verzijo in Pro linijo, ki je bila dražja in imela tudi pri hardwareu več kot obična verzija, ki je bila inferiorna. No, mi da imamo tukaj 11 navadno in pa 11 Pro Max. Ta navadna 11 je rezultat uspeha 10R in telefon, ki je celo prehitel 10R po številu prodanih telefonov na svetu. Kamere pa so imele tudi pač pričakovano dobro kvaliteto. Pa še en fun fact, 11 Pro Max je bil v bistvu prvi iPhone, ki je imel 3 kamere, ne samo 2, ker so dodali pač ultraširokokoten objektiv. Skenirali so tudi 3D Touch, ki so ga eni Appleovi uporabniki sicer ga še zmeraj pogrešajo in so pač takrat šli na Haptic Touch, tako kot ga imajo vsi androidni telefoni. Potem pridemo do leta korone 2020, kjer so z enim mesečnim zamikom ven prišli kar 4 iPhone. iPhone 12 mini, obična 12, 12 Pro in iPhone 12 Pro Max. Povzetek tega dogodka je sicer drugi najbolj gledan video na tem kanalu, pa še to je bilo ravno, ko je Davor imel COVID. Ta linija vam bo poznana po tem, da so šli pri izdelavi nazaj na odrezane robove, telefoni pa so imeli velikost zaslonov takole. Mini je imel samo 5,4 inčov. That's pretty average. I don't know. Obična 12 6,1 inč.
Pri 12 liniji je tudi zanimivo, da je imel Pro Max celo boljše kamere od navadne Pro verzije, kar pomeni, da je začel Apple še bolj razlikovati med svojimi kupci. Midva pa vam sicer lahko pokaževa samo primere slik iz navadne 12 in 12 Pro, vse super slike v večini pogojev. To linijo so dali tudi mini verzijo, s katero so probali na svojo stran dobiti kupce, ki imajo radi manjše fone, pa se je nekako čez 2 leti izkazalo, da še vse ni toliko zanimanja zanje, čeprav folk na internetu skozi ponavlja še zmeraj, da pogreša manjše telefone. 12 linija pa je poznana tudi kot začetnica ena zelo zoprnega trenda. Apple je namreč njih udajati polnice v škatli zraven novih fonov, kar je kmalu skopirala tudi večina androidnih telefonov, to pa ne bi storili zaradi zmanjšanja odpadkov. Čeprav gre vsem skupaj samo za to, da lahko zdaj naenkrat zapakirajo več naprav in s tem pa šparajo pri stroških transporta. Hashtag teorija zarote, ki to v bistvu ni, sploh ker je to dejstvo zapakirano v celofan zelo deloma marketinga. 13 je v letu 2021 ohranila enake telefone v liniji z obično verzijo, eno mini verzijo, eno navadno Pro verzijo in eno Pro Max verzijo. V zadnji verziji sta končno dobile 120 Hz osveževanje. 13 Pro Max pa je poznan telefon kot z izjemno dobro baterijo, ki je lahko zdržala celo 2 dni uranko porabe. 13 je bila tudi druga in zadnja verzija, kjer se je pojavil mini telefon, ki so ga nehali delati z naslednjo 14 verzijo. Ta mini je sicer res en fleten majhen telefon proti ostalim današnjim iPhonom, poglejte prodenki. Da res vidite, koliko je mini majhen, majčkan večji, kot je bil prvi SE, in damo zraven še prvega iPhona. Ja, ni veliko večji, no, tako da tukaj se sigurno kaže, da je bilo pač neka potreba, kao želja po manjšem iPhonu, ampak ni se tako dobro prodajal, tako da naslednji let sledi neka sprememba. Ampak se žal ni obdržal, čeprav sploh ni švoh telefon, pa tudi kamera pri njem sploh ni švoh. In zdaj smo pri tej zadnji 14 verziji iz letošnjega leta 2022, kot sem rekla, minija ni več, zanimivo kaj je plus. No, in da res vidite, koliko je bilo iz leto razlike tale, v Andraževi levi roki je nadomestil tega v desni roki, torej 13 mini je ratov 14 plus. Čist nekaj drugega. In kar ogromna razlika v velikosti, no, tako da ja, kdaj bomo spet videli manjše telefone. Mogoče bo to naslednji SE. Upajmo, da ne bo spet bust of the year. Ampak to ni več klasičen plus, ker se ga spomnite iz prejšnjih let, ker je v bistvu cenejša verzija Maxa, samo da ima samo 60 Hz osveževanje, razkoliten čip in pa zelo dobro baterijo, ki gre ful počas dol. Apple v svojem marketingu celo pravi, da ima najboljšo baterijo na iPhonu ever. Apple je 14. linijo začel tudi trend, da v navadne verzije daje lanskoletne čipe, pa je zaradi tega, ker je trenutno tak primanjkljaj na trgu in ker so lanskoletni še dosti dobri. V določenih pogojih se pa pač tukaj starejši čip pozna pri kameri. Za povprečnega uporabnika načeloma ni velike razlike napram Proju, razen v določenih primerih. Kot boste videli v teh primerih, težko vidite načeloma kakšno razliko v dobrih pogojih. Wow, 15 let napredka. Ja, tole je pa, da ne boste mislili, da se tako slabo vidi sam na ekranu. Pač se vidite primere, tudi tako slike prodane in tole je, na prvemu se nič ne vidi, na zadnjih dveh na 14 plus in na 14 Pro pa pač. Ja, se tudi vidi, koliko je tukaj bolj skropan noter, pač pustimo to piko, to nima veze s čimerkoli, ampak HDR pozabite, karkoli, kontrast pozabite, tudi sharpness je v PM in ja, tukaj ni primerjave. Pač. To je res, samo po tem lahko vidimo, koliko veliko je napredovala tehnologija v zadnjih 15 letih, že sam po iPhonih, kaj šele pri drugih telefonih, tako da tole je pač res noro. 14 Pro in 14 Pro Max pa sta najboljši verziji, ker ni Apple končno namesto za rezen selfie objektiv in Face ID dal podolgovato tableto ter dal tako imenovan dinamičen otok, ki zakamuflira to tableto, hkrati pa uporabnikom omogoča, da na hitro dostopajo do kontrol za razne appe, ugašajo alarme in tako naprej. Ta dva telefona sta po dolgih letih tudi dobila posodobitev navadnega objektiva, ki je šel končno iz 12 megapikslov na 48 megapikslov. Pa sam pogledajte, kako se v 2 letih leče na modulu za kamere so se ekstra povečale, zdaj so pač res ogromne. Koliko so velike, koliko velika razlika. Zakaj so tako velike naredili, ne reš? Ne vem, ampak tukaj mi je bilo lepše.
Ne, meni so pa drugače te nove lepše. Ne. Ja. Dobro, da se zabavaš. Ne. Niso šans, da so lepše. Ja, so. Ne. Lep zgleda, bolj Ne. tak. Ja. Zgleda kot ogromen tumor. Ja, ampak je lepši. Ne. Ja. Ne. To tako staromodno zgleda. To zgleda ogromen, pa ekscesivno, to pa zgleda mehen, pa ni minimalističen, pa le koliko manj ven sekajo, kot pa ti. Ja, to je edin slabo, ampak lepš mi je to. Ne. Let's agree to disagree. Tako. Ja. Ampak lejno. Te boljše slike delajo. To ja. No, ja, vidiš. A ja, sem ta je 12. Ja. Ok, ampak ne velik napram 13. Ne. Samo one so že tudi večje, veš. Kva? Kamere. Vem, vsaki so grše. Več o kameri na 14 Pro so sicer govorila, ko sva delala oceno tega telefona, tako da pojte pogledati tisti video, link je v opisu. Mogoče še tole, ko sva v roke prijela 14 Plus in ga primerjala s 14 Pro, je neka občutna razlika v teži oziroma feelingu v roki. Pro pač res deluje bolj premijski in manj prazen. Bi po krajšem testu obeh teh telefonov še vsem predlagala 14 Pro, tudi če je pač dražji, ampak nekako nama je malo bolj všeč in saj predstavi za približno 150 evrov več, sigurno več novih stvari. In končno smo prišli do konca zgodovine Appleovih telefonov. Skupaj se jih je v 15 letih nabralo kar 37. Mi pač imamo 14. Res nora cifra. Ful zanimiv je držati v roki ta najstarejšega in ta najnovejšega iPhona in videti, koliko delac so pri Apple prišli v vseh pogledih, od kamere, kot do materialov iz gradnje in feelinga v roki. Ampak kaj pa prihodnost? Kam gre Apple glede na vse, kar je bilo do zdaj? Dobro vprašanje. Mogoče bi lahko zaključila ta video z govoricami, da bo 15 končno zamenjala Lightning vhod z USB-C, ker jih bo to prisilila EU. The EU has approved legislation to create a common charger. In fact, they said in a press release, in 2024, a USB-C port will become mandatory for a whole range of electronic devices such as mobile phones, tablets, and headphones. Is Apple moving to USB-C? We've been in an argument over this one for well over 10 years. And over 10 years ago, the push from the EU, look, they're well-meaning. I get the fact that they want to accomplish some good things, was to do micro USB and standardize as a micro USB. And so we have been in this little bit of a disagreement. But part of what, of course, they wanted to accomplish is why should people have all these different power adapters? Governments, get to do what they're going to do, and obviously we'll have to comply. But we think the approach would have been better environmentally and better for our customers to not have a government be that prescriptive. Čeprav, kakor poznava Apple, še zmeri zna biti, da bo kakšen trik, da recimo vhod ne bo podpiral ta najnovejšega Thunderbolt protokola za hitre prenose, ali pa da ga bosta podpirali samo Pro verziji. Mislilo namreč, da bo Apple še zmeri hotel imeti na koncu na nek način svojo zadnjo besedo in s tem vsaj delno pokazati sredinca evropskim zakonodajalcem. Glede ostalih govoric pa je tako, da naj bi Apple Max verzijo baje preimenoval v Ultra, kot pa Samsungih, in da naj ta boljši verziji ne bi imeli več klasičnih tipk za glasnost, ampak ne bi bil nadomestek haptične tipke s povratnim udarcem. Last time Apple made a button into a not button for iPhone was all the way back in the iPhone 7 in 2016, a solid 6 years ago. Tako kot so naredili pa trackpadu na Mac. Možem pa je tudi, da bo Apple dodal tudi ta prav periskopski telefoto objektiv, tako da res drživa. No, zdaj smo res prišli do konca tega videa. Se pač upravičujem, ker je bil toliko dolg. Sam ni vsak dan, da v studiu biva toliko iPhone-ov in to je res nek ultimate iPhone video, ki smo ga naredila najbolj za najne zmožnosti trenutno. Še zmeraj ne moram verjeti, da me je ratal zbrati v veliki večini vse ta pomembne iPhone skozi zgodovino. Še enkrat, res je bilo zanimivo, kako prvi iPhone še dobro deluje po vseh teh 15 letih. Jaz ga sicer sigurno ne bi mogel uporabljati, je pa en poseben občutek, ko ga držiš, sploh ko v roki držiš iPhone 1 in iPhone 14 Pro in jih primerjaš v teh parih kategorijah. Še enkrat se zahvaljujeva Telekomu, kjer greste zdaj lahko pogledati na spletno stran, če imajo iPhone 14 na zalogi, in pa vsem kolegom in podpornikom najnega kanala, ki ste nama to omogočili. Ne moram vam povedati, koliko sem vam hvaležna, da ste nama to prihtali. Res vam hvala. Če imate še kakšno vprašanje v zvezi z iPhone-i, kar na dan z njimi spodaj v komentarjih. Midva se za danes od vas poslavljava, imava pa v pripravi že nove zanimive vsebine, za kire komi čakava, da jih deliva z vami. Imejte se lepo in uživajte dalje. Čau!